Seveda plakat v Ljubljani, v Tivoliju, tale je provokacija. Tega se vsi zavedamo, ne? Ampak ni pošteno, da je za naše kolege v občinah, kjer je osrednje območje medveda, to vsakdanjost. To pa ni pošteno. Prosim, kolegi so na voljo za vaše vprašanje. Ste vi že kdaj srečali verjetno medveda in kako ste reagirali? Vsi ste ga že srečali, razen Štajerca. Če jaz začnem, jaz sem ga zelo veliko krat že srečal. Živim ob gozdu, tako da sem ga srečal pred hišo in globoko v gozdovih, tako da tudi taka situacija je bila, da je celo on pred mano bežal. Tudi to lahko se pohvalim na rekovajih, pač oba sva se prestrašila. Tako da, glede tega, na srečo ni bilo pa nobene take konfliktne situacije, da bi bilo kakšne trajne posledice za nobenega, za medveda, ne zame. Sem šel poleti s kolesom, ne. In je bila, meseca ni bilo, dosti je bila tama, tiste lučke so bolj švoh, ne, in to. In je šla medvedka z mladičema pač čez cesto, ne. Jaz se seveda nisem videl na 100 metrov, ne, s kolesa. Sreče prišel en avto, ne, in so me opozorile ene gospodične, da gre pač medvedka z mladiči, ne. Seveda sem počakal, ne, ker so me dosti hitro opozorile in da se lepo naprej sprehodil, kamor pač mislil iti, ne. Zdaj, če ne bi mu sreče, če ne bi šel avto nasprot, bi najbrž direkt do njih prletel, ne, seveda pa vemo, kakšna bi bila reakcija, ne. Kriv bi bil jaz, ne. Kriv bi bil pač jaz zato, ker je jasno, da bo medvedka branila mladiča, ne, ampak se pa sprašujem, ne, če to pomeni, da se jaz polet ne smem s kolesom voziti, ne. Ali si moram kupiti en reflektor, ko osvetljuje tam, ne vem, 300 metrov naprej, pa še v levo, pa v desno, ko pa že okolju škodujemo s tako pravo energijo, ne, če malo karikiram. Torej je gostota medvedov na Bloškem velika? Je, pa seveda tudi prehodni del je to zelo, ne. Tako da so tudi kakšni dolenjski, pa kakšni jugovzhodni medvedi pridejo, ne, okoli malo pogledati. Kot medveda, kot takega v naravi še res nisem srečal, ne, lahko rečem to, ampak ga pa neštetokrat vidim, ko se pač peljemo z avtom, ko vozim prečka cesto, ob cesti, kakorkoli. In v glavnem ta pojav je zdaj veliko bolj pogost, kot recimo 10 let nazaj, ker pač jaz živim v Kočevju že od rojstva in vem, da včasih je bilo tudi z avtomobilom že sreča videti medveda, pač je bil to nek dogodek. Danes je to neka dosti normalna zadeva in pač lahko v šali rečem, da organiziram lahko turo dol do Kolpe ali pa do Radencev proti Beli krajini in imamo zelo velik odstotek možnosti, da vidimo medveda v njegovem naravnem okolju. Kakšne so naše zahteve? Prva je omogočiti varnost ljudi in njihovega premoženja. Uravnotežiti število vrste na 300 osebkov. Zožiti trenutno srednjemu območje rjavega medveda. Če bo Evropska komisija obstajala pri obstoječem številu vrste, bomo od Evropske unije zahtevali odškodnino za deprivilegiran položaj ljudi, ki živijo na osrednjem območju rjavega medveda. Akcija Pozor medved bomo izvajali terensko po osrednjem območju ter urbanih središčih. Akcijo bodo spremljali plakati in zloženke. Na zloženkah smo poleg opisa problema z rjavim medvedom posredovali tudi napotke, kako reagirati ob srečanju z rjavim medvedom. Kako torej reagirati, ko srečamo medveda? Ja, vsak lovec, ne vem, ali pa vsak, ki ima izkušnje s tem, bo vejo povedati, da je najbolj, da ostaneš čim bolj miren, ne. Tam pač počakaš, pa vidiš, kaj se bo zgodilo, kako kar izvajaš kakšne, bi rekel, hitre gibe ali pa karkoli, lahko medved to narobe zastopi, ne. Zdaj, če je, bi rekel, normalen medved, ne, recimo, da bo šlo skozi, ne, če pa kje je ranjen ali pa da je medvedka z mladiči, pa je pa problem. Posebno kakšna medvedka, recimo mladiči, vidijo kakšno svetlečo stvar, krsničko, karkoli takega jim je zanimiv, ne. Pa oni pridejo do tebe, se so lušni pa fajn, ampak mama je pa malo bolj neugodna, bi rekel.